Moj izziv kot snovalca ideje za koroško culo oziroma culo forme vive je bila predvsem v tem, kako ustvariti zanimivo doživetje, kulturno doživetje. Zato smo se tudi povezali z mladimi oblikovalci izven koroških meja, ker se nam je zdelo zanimivo predvsem to, da za to posebnost koroško izvejo tudi ljudje iz drugih krajev in nenazadnje tudi iz tujine. Ja, naprimer, ta zlata hiša, nisem vedela, da je pač v bistvu v njej še nekaj. Tudi če je forma že postavljena, lahko pač prelagaš trikotnika in nastane nekaj čisto novega. Všeč mi je pa nasplošno pri teh skulpturah, predvsem tiste, ki zelo so umetniki delali na detajlih. Pri tem gurme mesnemu meniju smo vzeli za sladico čokolado in ocvirke, pečeno jabolko nadevano z orehi. Ko bi ti šel na piknik, da bi lahko pač pomagal s kruhom. Pojedla sem kombinacijo vsega, vegetarijanskih, mesnih, pač vse sem poskusila in tako all over je bilo odlična mešanica okusov. Najbolj mi je bila všeč sladica, tole jabolko z orehi. Definitivno bo bolj pomagalo tudi pri razmišljanju, v bistvu, kako zdaj oblikovati pač ta punkelj, zaradi tega, ker pač imaš en občutek, kako se bo servirano. Za mojo culo sem jaz izhajal predvsem iz tega meteorita. Ta forma viva me je res dosti navdušila s tem, da je imela pač te oblike trikotnikov oziroma dva trikotnika, ki sestavljata romb. Za mojo culo jaz sem izhajala iz same forme vive, kaj si jaz predstavljam pod tem pojmom. In v bistvu tudi cula je, osnova je iz kroga. Ima tudi polšter, kjer se lahko malo odpočiješ. Na drevesu, da bi se dali, da bi se lahko uležili ali pa usedi, dok pojejo pač hrano. Oblika se seveda sledila funkciji, da se da sedeti, da je bolj kondenziral vest. Na koncu smo dobili kot rezultat 6-7 odličnih idej in pa smo to vse združili v en, bom rekla, prototip, končni izdelek. Se mi zdi, da smo s projektom Cule tu odprli eno novo platformo za marketinško prezentacijo neke kulturne dediščine. Jaz osebno bom sigurno povabila koga od svojih prijateljev, da pride pa da to v praksi testira to našo culo.